Cela civilizacija bo nocoj umrla in je nikoli več ne bo mogoče obuditi. Kaj to pomeni? Torek bo v Iranu dan elektrarn in mostov. Vse v enem. Ničesar takega še ni bilo. To je družinska oddaja o vojni. Resno, si nor, še vedno je to družinska oddaja o vojni. Ali pa boš živel v peklu. Mislim, da bomo tokrat spregledali. Samo glej. No, uspelo nam je to preprečiti. Za zdaj, vsekakor. Torek ni prinesel toliko izbrisa civilizacije, temveč bolj nekaj podobnega premirju, ki pa je bilo v manj kot enem dnevu polno lukenj. Le 5 ladij je prečkalo Hormuz prvi dan premirja, kar je manj kot dan prej. Če bo premirje popolnoma propadlo, to ne bo presenetilo nikogar. In kmalu zatem bomo verjetno videli več objav na Truth Social v smislu cela civilizacija bo nocoj umrla in je nikoli več ne bo mogoče obuditi. Ker jih že začenjamo dobivati. Če se Iran ne bo v celoti držal premirja, se začne streljanje, večje, boljše in močnejše, kot ga je kdorkoli kdajkoli videl. V redu, potem imejmo iskren pogovor o uničenju civilizacije in predvsem o tem, zakaj to ni dobra ideja. To pa pomeni, da moramo najprej razpravljati o manj prepričljivem argumentu glede mednarodnega prava, nato pa o morda prepričljivem, morda neprepričljivem argumentu glede povratnih učinkov. In nato resnično prepričljiv argument o tem, kako se je najbolje pogajati, ko skušaš nekaj držati za talca. Če ste tukaj novi, najprej dobrodošli. Drugič pa sumim, da mislite, da se bom zdaj poglobil v 10-minutno razpravo o podrobnostih mednarodnega prava. Ne bom. Kar je mednarodno pravo smešno. No, seveda, verjetno je lepo imeti nekaj, k čemur lahko stremiš, ampak glede na praktične razmere na terenu je to praktično brez pomena in prav to ga naredi smešnega. Kljub temu je običajna reakcija na objave Donalda Trumpa na Truth Social šok in groza. Tega ne moreš storiti, to je proti mednarodnemu pravu, bodo rekli. V redu, in kaj potem? Kaj se bo zgodilo, če Donald Trump prekrši mednarodno pravo? Bo kdo prišel in ga aretiral? Kaj bo naredila Organizacija Združenih narodov? Ga bo sankcionirala? Ga bodo sankcionirali svojo vojsko? Počakaj malo. Organizacija Združenih narodov nima vojske. Ali se nismo ničesar naučili od Georgea W. Busha in Iraka? Organizacija Združenih narodov, tako kot vsaka druga mednarodna organizacija te vrste, je brez moči. Ne razumite me narobe. Mednarodne organizacije brez moči so lahko še vedno zelo koristne in izboljšajo blaginjo vseh vpletenih. Moj pravi teoretik iger, pravi profesor in akademski alter ego, je o tej temi veliko pisal. Toda tovrstne mednarodne organizacije zagotovo ne uspevajo tako, da bi kogarkoli prisilile v karkoli. Seveda, eden od načinov, kako lahko resnično vplivajo, je ta, da ustvarijo privzete standarde za domačo zakonodajo in nato pritiskajo na vlade, da sprejmejo domače zakone, ki ustrezajo mednarodnemu pravu. To deluje, ker so domači zakoni običajno bolj izvršljivi. Vendar ne stavite na to, da bo to tukaj imelo pomemben učinek. Trumpovo ministrstvo za pravosodje že pripravlja pravne argumente za zaobitje pravil, o katerih bomo več govorili čez nekaj trenutkov. Sodniki v Hagu ne bodo tisti, ki bodo na koncu določili zakonitost ameriških zakonov, zato to misel zdaj opustite. Na neki ravni se zdi, da nekateri pogosti argumenti to razumejo. Toda njihova pričakovanja še vedno ne ustrezajo realnosti v Beli hiši. Mednarodne zakone naj bi spoštovali, ker je slabo, če jih kršiš. Navsezadnje so to zakoni. Vas ni nič sram, gospod? Vas ni nič sram? No, udarna novica. Veliko mednarodnih voditeljev ni prav nič sram. Pravzaprav je to morda glavna značilnost vodstvenega razreda v primerjavi z nami ostalimi. Ali kdo misli, da bo sklicevanje na mednarodno pravo koga prepričal o tej temi? No, koga, ki še ni bil prepričan? Ali se še komu zdi ironično, da ljudje pogosto kritizirajo Trumpa zaradi očitnega pomankanja morale, nato pa ga še naprej poskušajo prepričati z moralističnimi argumenti? Pred manj kot 3 meseci so se voditelji sveta zbrali v Davosu, da bi počeli svoje čudne voditeljske stvari.
Morda se spomnite, da je kanadski premier Mark Carney imel govor, ki ga je veliko ljudi označilo za najboljšega na dogodku. Tema pa sta bila svetovni red in mednarodno pravo. Tukaj je bistvo njegovega govora. Danes bom govoril o prelomu v svetovnem redu, o koncu prijetne fikcije in začetku krute realnosti, kjer geopolitika velikih sil ni podvržena nobenim omejitvam, nobenim zadržkom. Pravzaprav je bil ta del v francoščini, vendar mi verjemite, da me ne želite slišati, kako poskušam govoriti v tem jeziku. Na srečo je nato prešel na angleščino. Desetletja so države, kot je Kanada, uspevale v okviru spreme mednarodnega reda, ki temelji na pravilih. Vedeli smo, da je zgodba o mednarodnem redu, ki temelji na pravilih, deloma lažna. Da bi se najmočnejši izvzeli, kadar bi jim to ustrezalo. Da so se trgovinska pravila uveljavljala asimetrično. In vedeli smo, da se je mednarodno pravo uporabljalo z različno strogostjo, odvisno od identitete obtoženega ali žrtve. Ta govor je bil pred manj kot 3 meseci in zdi se, kot da so ga vsi pozabili. Spet govorimo o mednarodnem pravu, kot da ima pomen. Nima ga. Ali lahko, prosim, poskusimo preiti na bolj strateški način razmišljanja? Morda mislite, da bo alternativa, ki jo bom predlagal, imela nasprotni učinek z vidika iranske notranje politike. Da je bil režim nepriljubljen, ko je vstopil v vojno. Združene države so to vojno začele konec februarja, da bi izkoristile šibkost vlade. In da je končni cilj, da bolj naklonjen režim zamenja obstoječega. Ampak uničevanje elektrarn in mostov? Ne, to je kontraproduktivno. To bo sprožilo učinek, pri katerem bodo tudi zmerneži v državi stopili na stran vlade. To bo iranski vladi omogočilo, da nadaljuje boj proti Združenim državam in se upre protestnikom v državi. Bi se to lahko zgodilo? Da, absolutno. Nimam nobenega dvoma, da bo prišlo do nekega negativnega odziva na določeni ravni. To je jasna slabost takšnega eskalacijskega koraka. Človek se vpraša, ali to pomeni, da je ameriške obveščevalne službe zelo skeptična glede možnosti upora. Prišlo je do takšnih razkritij, čeprav je težko ugotoviti, ali ocene analizirajo, kaj bi se lahko zgodilo zdaj, v primerjavi s tem, kaj je izvedljivo po daljši kampanji. Vendar pa tudi tukaj končni učinek ni tako jasna, neizogibna slabost, kot jo prikazujejo medijske razprave. Dejansko so morebitne težave s tem argumentom dvojne. Prvič, na splošno to ni igra z ničelno vsoto med Združenimi državami Amerike in Islamsko republiko Iran. Državljani ne izbirajo med enim in drugim. Če se pojavi priložnost za strmoglavljenje vlade, bo tista ista skupina protestnikov iz januarja nedvomno še vedno izkoristila to priložnost. Vprašanje z vidika iranske vlade je, ali lahko prepričajo zmerneže, da gre dejansko za igro z ničelno vsoto in da je hudič, ki ga poznajo, boljši od hudiča v Beli hiši. Torej, ali se iransko ljudstvo zaveda, da Združene države v praksi ne morejo prevzeti in upravljati Irana? Ali se zavedajo, da Združene države nimajo svojih vojakov na terenu, da lahko trenutno namestijo le nekaj tisoč vojakov in bi jih potrebovale večkrat več, da bi sploh lahko poskusile z neposredno okupacijo države? In ali so spremljali, kako je bilo v Iraku leta 2003, ko so Združene države resda strmoglavile tamkajšnjega diktatorja, a niso hotele niti slišati o tem, da bi Irak spremenile v ameriški protektorat? Druga možna pomanjkljivost prevladujočega prepričanja o nasprotnem učinku so ekonomski vidiki situacije. Del tega, kar vpliva na to, ali se nekdo želi udeležiti protesta, so oportunitetni stroški za to. Ljudje z dobro plačanimi službami običajno nadaljujejo svoje vsakdanje življenje, tudi če sovražijo vlado, ker so stvari zanje razmeroma dobre in je protestiranje tvegano. No, če celo državo pahnete v popolni izpad elektrike, se bodo stvari za te ljudi začele zdeti precej slabše. Ali bodo frustrirani, ker je to povzročila vojska Združenih držav Amerike? Mogoče. Ali bo to spremenilo njihovo nenaklonjenost iranski vladi? Verjetno ne. Edina razlika je, da lahko nekaj storijo glede iranske vlade. Ni veliko, kar lahko storijo, da bi ustavili ameriške bombe, ki dežujejo nanje, razen, ironično, če zrušijo iransko vlado. Zato bomo morali počakati in videti, kakšni bodo končni povratni učinki, če bodo Združene države kdaj uporabile to strategijo. Na koncu pa moramo priti do velikega vprašanja.
Obstaja temeljna težava pri uničevanju infrastrukture. To je vprašanje, o katerem smo obširno razpravljali v zvezi z vojno med Rusijo in Ukrajino, tako glede tamkajšnje infrastrukture, kot tudi glede denarja Kremlja, ki ga Evropa drži za talca. In izraz talec je tukaj ustrezen, tudi če govorimo o infrastrukturi. Ko enkrat uničiš most ali elektrarno, ni preprostega stikala, ki bi ga lahko preklopil, da bi to obnovil. In to je problem, če se spuščaš v prisilna pogajanja z nasprotnikom, recimo glede Hormuške ožine. Tvoja pogajalska moč je določena s tem, kaj lahko pričakuješ, da boš dosegel z bojem in stroški, ki jih lahko naložiš svojemu nasprotniku, če predpostaviš, da se boš boril do vojaškega razpleta. Morda se sliši nenavadno, vendar v resnici ne želiš teh stroškov dejansko naložiti nasprotniku med samim bojem. Šele čisto na koncu, ko je tudi zadnji možni krog pogajanj že propadel. To je zato, ker če nasprotnik ta strošek utrpi zgodaj, to kasneje nima nobenega vpliva na njegovo odločanje. Preprosto je izginilo. In to pomeni, da se nasprotnikovi stroški za nadaljevanje vojne zmanjšajo. Izgubiš del svoje pogajalske moči. Tukaj je intuitiven način, kako o tem razmišljati. Če imaš nekoga za talca zaradi odkupnine in družina noče plačati, ali bo umor talca spremenil situacijo? Ne. Pravkar si izgubil edini vzvod, ki si ga imel. Kljub temu pa obstajajo neizogibni kompromisi pri dejanskem vojaškem napredku za ugoden konec vojne. Doseganje vojaških ciljev pomeni, da potiskaš pričakovani izid vojne v želeno smer, vendar to neizogibno povzroči nasprotniku nepopravljive stroške. Kljub temu lahko pridobiš pogajalsko moč, če se izid ugodno spremeni v večji meri, kot se neugodno spremenijo nepopravljivi stroški, ki jih povzročiš nasprotniku. To je na primer razlog, zakaj so ukrajinski napadi na ruske rafinerije na splošno dobra ideja. Objekte je mogoče popraviti v razmeroma kratkem času, zato je del nepopravljivih stroškov majhen. Toda Rusija izgubi prihodek, kar omeji proračunske možnosti Kremlja, in Ukrajini zagotovi manj vojakov, s katerimi bi se soočila na bojišču. To je tudi razlika med uničenjem otoka Karg in tem, da ga preprosto naredimo neuporabnega, dokler se vojna z Iranom nadaljuje. Z nasprotnega vidika je to razlika med dejanskim zaprtjem Hormuške ožine in njenim zaminiranjem v dogledni prihodnosti, v času miru ali vojne. Pravzaprav mednarodno pravo dopušča to izjemo. Dovoljeno je ciljati infrastrukturo, ki služi civilistom, dokler ima to sorazmeren vojaški učinek. Zdaj, kdo razlaga, kaj je sorazmerno, je točka, kjer se vse skupaj podre. Veš, prav tja meri Ministrstvo za pravosodje s tem, tudi če prezremo dejstvo, da Združene države niso pogodbenice nekaterih mednarodnih sporazumov o tej temi, kot je prvi dodatni protokol k Ženevski konvenciji. Ponovno, mednarodno pravo ne bo prepričljiv argument za ljudi, ki dejansko sprejemajo odločitve. Nekaj bolj v smislu, da to ni Amerika na prvem mestu, če se sprejemajo ukrepi, ki škodujejo interesom ZDA, in ta vrsta ukrepov škoduje interesom ZDA, bi bilo veliko bolj učinkovito. Kakorkoli, ne vem, kako daleč bo ta načrt šel, če ga bo Trump poskušal v celoti uresničiti. Sploh ne bi bilo presenetljivo, če bi videli več napadov na iransko infrastrukturo, ne zaradi Trumpovih groženj na družbenih omrežjih, ampak zato, ker Bela hiša meni, da bo to pognalo vojno naprej. A zanimivo se mi je zdelo, da so bile skoraj 3 polne dni novice osnovane na stvareh, ki jih je rekel Donald Trump. Ja, to niso stvari, ki jih predsedniki običajno izrečejo, vendar to še vedno niso stvari, na katere bi se morali osredotočati tisti, ki spremljajo vojno. Spomnite se, obstaja meme na temo hrane o tem. Svet, ki verjame v ta meme, ni združljiv s svetom, ki poskuša razlagati vsako grožnjo Donalda Trumpa. Za primerjavo, kolikokrat ste že slišali, da Iran vzklika smrt Ameriki? To je bolj ali manj jedrnata različica tega, kar je Trump grozil. Ampak smo se naučili to ignorirati, ker to je tisto, kar oni govorijo. In to, kaj kdo govori v mednarodnih odnosih, ni zelo pomembno. Pomembna so dejanja, zato se trudim osredotočiti na ta del vojaških kriz. In tukaj vrsta dejanj, s katerimi je Trump grozil, ima veliko strateško pomanjkljivost. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Ugovarjanje na podlagi mednarodnega prava je izguba energije, saj to te administracije niti najmanj ne bo prepričalo.
Obstaja tveganje povratnega učinka pri takšnih operacijah, čeprav je lahko končni učinek mešan. Ciljanje infrastrukture lahko oslabi lastno pogajalsko moč, zato to običajno ni dobra ideja. Dobra ideja pa je, da še naprej spoznavamo, kaj se dogaja v vojni. Veliko videoposnetkov in celoten seznam predvajanja na to temo. Oglejte si jih. In če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Skrbite zase.